Samati nemwebale mwita kulisha kapanga mwine nkuni na meishi na tulea mwebakalamba nemwebale mwita kulisha kapanga mwine nkuni na meishi na tulea atulea onse atulea atuye mwana chendela mwela shakapanga mwine nkuni na meishi na tulea atulea atuye mwana chendela mwela shakapanga mwine nkuni na meishi na tulea Lahko se tudi še malo posedemo, če želi, pa lahko potem preprosto malo pogledate tale film. To je trenutno prostovoljci so tukaj. Če imate pa kakšno vprašanje, pa tudi. Sem Matic Podržaj, uslužbenec Misijonskega središča Slovenije in organizator Misijonske vasi 2009 tukaj na Rakovniku. Misijonska vas je projekt, ki ga izvajamo enkrat na 2 leti, ponavadi 3. vikend v oktobru, ker je ta nedelja, 3. tudi misijonska nedelja. Sama misijonska vas je namenjena vsem, ki smo v Sloveniji, predvsem šolarjem in drugim skupinam, da se seznanijo z delom naših misionarjev po celem svetu. Trenutno je v svetu malo čez 80 slovenskih misionarjev, ki skušajo prinesti najbolj ubogim izmed ubogim tisto osnovno človeško dostojanstvo, ki si ga zaslužijo. Mi z Misijonskega središča Slovenije s tem projektom pa želimo osvetliti to njihovo delo in ga predstaviti vsem ostalim v Sloveniji. Zato smo danes za petek povabili vse slovenske šole in odziv je bil kar dober, prišlo je 300 otrok. Za jutri pa so predvidene tudi še 2 šoli in nekaj veroučnih in drugih župnijskih skupin, da si bodo tudi ogledali to vas, tako da bo skupaj minimalno 500 gostov. Problem malo misijonske vasi je, da je dokaj pozno in nas na vse zgodaj zjutraj že zebe, zato imamo tudi poskrbljeno ogrevanje v šotorih, tako da v prihodnje bo mogoče tudi ta misijonska vas prestavljena na toplejše obdobje. Prej je bilo pri nas tudi, recimo vas zanimajo poroke, kaj ne? Prej je bilo pri nas tudi takole, da so starši izbirali nevesto, kaj ne? Ne starši punce fanta, nikoli, kaj ne? Ampak starši fanta so izbirali punco, potem pa je kakšen stric, mora iti tja k družini, potem pa prinesti čisto majhno darilo, pa bi on takole rekel v tako lepem jeziku, kaj ne, torej tu smo videli takšna lepa rožica, kako na vašem dvorišču skače okrog, lepo cveti, kaj ne, mi bi to rožico lahko presadili, nekako takole, ne, in potem pa tisto darilo tam pusti. Da se nič, to pomeni, če darilo tam ostane, so starši sprejeli, torej da bodo začeli pogovarjati. Ta mlada dva mogoče niti ne veta, nista vedela, kaj je. Kaj ne? No in potem se pogovarjali, potem je prišlo do poroke in vse skupaj šlo naprej. Poroka pa še dan danes ni nekako veljavna. Poroka ni poroka, dokler ni otrok. Torej, po tradicionalnem, če ni otrok, potem ni poroke. Več je otrok, bolje vse skupaj nekako poroka bolj trdna. Seveda je pa tudi to moralo biti, da je fant moral dati, recimo pri nas je moral dati kakšne 4-5 glav živine, par bikov, kot doto, in potem zakone so bili zelo trdni, zato ker če se ona dva ločila, so bike morali iti nazaj. Tega pa družina nikdar ni hotela dati nazaj, kaj ne? Potem pa, ko se prvi otrok rodil, tele, ko se teliček, ko je bil, ko je krava imela telička, teliček je potem bil njegov in vse, kar je bilo iz tistega telička potem naprej prišlo, je potem njegovo. Tako da je on odrastel, ko se je on poročil, tam 17-18 let, je on že imel svojo čredico. To je bilo tradicionalno. Dan danes pa je naša tradicija televizija
ki se vsega zelo naučijo, mlade pridejo skup, živijo skup, se špilajo po noči in po dnevi, zato imamo 25% AIDS-a. To meni četrtina ljudi v Zambiji je HIV pozitivni. Torej sem pater Miha Drevenšek, minorit, ki delujem v Zambiji že skoraj 33 let. V Zambiji sem deloval na različnih področjih, najprej na župniji, najprej na misijonu, potem na župniji. Končno sem potem bil zopet na misijonu, kjer smo gradili šole, še posebej gimnazijo in pa bolnico. No, potem so me dali, ko je bila v Ruandi leta 1994, tisti pokol, sem skrbel za begunce. In potem sem pa moral narediti radijsko postajo. Z radijske postaje sem pa sedaj obstal v misijonski tiskarni, kjer sem pač se ukvarjam samo z mediji. To pomeni tisk, publikacije samorednih 2 revij, eno v domačem jeziku Bemba in Čengelo, drugo pa The Challenge for Christian Living Today, to je pa za zambijsko inteligenco revija, in potem imamo tudi audio in video studio, kjer še posebej nekako skrbimo za razne programe in pa posebej še mladi, ki rade prepevajo, da jim to potem to posnamemo, ki pa je tudi en način, kako skušamo mladim dati, da se splača živeti z določene vrednote, torej, če imaš kakšen dar, ga skušaj nekako uporabiti in potem to jih nekako tudi odvleče od lažjega življenja, kaj pomeni od AIDS-a. Tako da je vse skupaj pri nas nekako povezano. Hočem živeti jutri najbolj lepši, kakor pa je danes. To pa pomeni, da moram biti zaposlen, moram biti izobražen in pri tem vsem mi skušamo pomagati mladim, da se odločijo v svojem življenju, kaj in kako delati. Torej, naše delo je takole, potrebe so vedno velike, kajti Afrika in pa tudi Zambija vedno rabi še pomoč. Recimo še vedno odvisna 60% nacionalnega budžeta proračuna je še vedno odvisno od darov. Kje jaz rabim pomoč? Jaz rabim največjo pomoč. Mi bi zdaj rad natiskali svetopismo v domačem Bemba jeziku 10 000 in zato rabimo 80 000 evrov. Do zdaj še nimamo ničesar. Ja, ne sme reči, da imamo ničesar. En musliman nam je dal približno $1000, en hindujec nam je dal približno $1000 in pa en katoličan iz Konga, Brazzaville, ki tam imajo rudnike, je tudi dal nekaj čez $1000. To so prva darila, torej muslimani in pa hindujci so nam prvi pomagali, da bi lahko natisnili svetopismo. In zato pa se nam tudi doma prosim, če bi morda kdo lahko kaj pripomogel tem, da bi natisnili 10 000 izvodov svetega pisma. Tega svetega pisma ne bomo dajali za stojn, bomo prodajali v primerni ceni, za katere se bodo lahko domači potem tudi kupili. In tisti denar bo potem zopet šel nazaj, da bomo še naprej tiskali v upanju, da bomo v kakšnih 7-8 letih lahko izdali novo izdajo v Bemba jeziku, izdajo celega svetega pisma, ker to je bilo prevedeno tam leta okrog 60 in je veliko stvari not, ki bi danes svetopisnimi znanosti morali biti nekako prilagojeni novemu načinu razumevanja in tudi novim prevodom.
da ne moš jih noter kakokoli obleči. Nas recimo, če so ženske, da so ramena nepokrita, mini in tak naprej, mogoče te bodo ceko še spustili, vsekako da ne moraš iti kot hajil. V nas ne bi spustili niti ceko. Niti ceko. Kolena morajo biti pokrita, tudi tukaj pri ženskah odprtine, če ne bodo dovolili, ali pa roke, da bi šle, to bodo takoj rekli si, vzami se ogrinjalo, pa se obrne, pa potem pa pridi ceko. Prej je še bilo, da so ženske, ko so šli v hajilo, so morale biti pokrite, niso smeli kot hajilo, končno smo leto odpravili. Pa še ena stvar je zelo zanimiva, mi smo za mlade, mi smo frančiškani, kot mi, minister duhovnosti svetega Frančiška in prejemamo v poletnih mesecih, torej tam je poletni mesec v Sloveniji, julij pa avgust, 2 tedna mladi hodijo iz kraja v kraj in vsak dan prehodijo vse 10-15 km. In kaj se je zgodilo? Ena od konca je odločila, pa je nosila hlače. In je bil pravi škandal. Vsi so jo hoteli izključiti, da se nedostojno oblekla in nedostojno se obnaša. In je bil cel problem, bolj je naši bratov Francosi, domačin Denučan Žanlik, da ta problem nekako reši, rekel, da so včasih pa smo šli naprej in je dovolil in po miru duhova, da je lahko v tistih hlačah nadaljevala kot dekle tole. Tako, da dobite malo občutek za... Različnih kultur. Recimo pri nas so hlače zelo popolnoma nič. Samo pri nas pa zdaj takole, tile fanti, ki imamo ogromno po teh pocestnih fantov, ki so tam okrog, če vidijo, da tudi ne samo cerke, da ženska tako bolj lahko oblečena, lahko na tržnici se zapodijo v njo in jo slečejo. Raztrgajo z nje stvari, da potem drugi morajo priti v njeno upravo. Lahko se že pravi, ti si vzrok, da mi dobimo skušnjave, potem bomo imeli AIDS. Če se tako oblačiš, tako kot ženska mora oblačiti. Tako da smo imeli veliko problemov, veliko fantov je potem so jih tudi spozaprli, ampak ženske pa tudi zdaj malo bolj pazijo, kako se oblačijo, tudi ko gremo na tržnico. Ni vse svobodno moje, jaz tako hočem imeti, tako se hočem oblačiti, to je moja svoboda. Tvoja svoboda je toliko, koliko je v odnosu do drugega. To je zelo, zelo važno. Tako da ni samo, kako sem jaz oblačil, kako sem jaz oblačila, mene ceno. To je odvisno, kako tudi drugi mene sprijema. In to so fantje, ti se pa tako kadijo, to drogo oziroma benzin pa tele lepila in ko jim to pride kaj takšnega v glavo, to so žensko čisto nagega slekli, čisto. Ja, zanimivo, tudi pri nas pri njih v določenih stvareh zelo nasilno odreagirajo. Recimo tudi, če kakšnega tatu odkrijo na tržnici, to je naslednjo problem. Na mestu samem ga lahko ubijajo. Pri nas ne lahko, pri nas ubijajo. Ja, pri nas zdaj malo se je ljev milijon. Če tata dobijo, pri nas ga hinrihtajo. A vete, kaj to hinrihtati? Prisrčen pozdrav, sem pater Pepi Lebrecht, frančiškan, slovenske frančiškanske province, v misijonu pa v Beninu, v Zahodni Afriki, podsaharski in sicer sedaj že 14 let. Benin je prijetna država, že samo ime v francoščini Benin pomeni tista, ki je blaga in v resnici ta država živi sedaj v sožitju, v miru, čeprav je veliko različnih ver, plemenov. In hvala Bogu, da trenutna politika, kakor tudi družbeno vzdušje, posamezne religije, zlasti katoliška cerkev, kateri sem, prispeva k temu, da ljudje tukaj živijo v miru. Kot katoliški misionar sem seveda zadolžen za vero, življenje po cerkvi, v cerkvi, po evangeliju. Tako sem odgovoren za župnijo Svete Bernardke na severu Benina v Natitanguju. To je zelo mlada župnija, ki ima samo 10 let in so jo ustanovili naši bratje frančiškani. V sklopu škofije Natitangu so nas zadolžili, da odgovorimo na problem, ki se je tam pojavil, in sicer so se poleg katoliške cerkve pojavile mnoge sekte, ki na svoj način zavajajo ljudi ali oznano evangelij. In tako je nastala naša župnija. Hvala Bogu je takoj na začetku bilo vse v redu, tako da smo vse strukture, ki so potrebne za župnijo, lepo zaživeli. V naši župniji redno vodimo verouk, imamo zbore, imamo različna gibanja, ki smo frančiškani, predvsem poskušamo otroke in mladino navajati v frančiško duh življenja, miru, sprave in sodelovanja z drugimi. V mestu Natitangu, ki ima približno 30.000 prebivalcev, takoj za animisti, torej smo kristjani,
precej od kristjanov in seveda katoliških vernikov, potem je pa tudi kar nekaj muslimanov. Tako da imamo mi kot frančiškanska župnija res veliko poslanstvo, da poskušamo med različnimi verami prispevati k temu mirnemu sožitju, k spravi, o čemer tudi govori trenutna Afriška sinoda. Naša župnija ima tudi to posebnost, da ima v sklopu župnije katoliški licej svetega Avguština, ki ga vodijo sestre svetega Avguština. Na njem torej imamo srednje šolce, kjer prihajajo katoliki, pa tudi tradicionalno verni in pa veliko je tudi muslimanov. In z to vzgojo in z poučevanjem in z rezultati, ki jih dosegamo in ki jih starši iščejo, potem lahko pomagamo po svoje, da ta družba živi in raste. Posebni del našega poslanstva v župniji je pa tudi delo z zaporniki. Je državni zapor, ki je v sklopu naše župnije. In tja prihajamo, organiziramo verouk, potem imamo mašo. Skupaj s sestrami Matere Terezije pa skrbimo za te zapornike tudi na ta način, da jim tedensko, vsaj 2-3 dni, damo obrok hrane. Potem pa skrbimo tudi za njihovo zdravstveno stanje, ker jih je precej bolnih in država ne uspe vseh zdraviti. Naslednji zelo pomembni del našega misijonskega dela ali pa dela župnije je pa oznanjevanje evangelija po vaseh. Vasi so kljub prodoru moderne civilizacije, kakor bi temu lahko rekli, še zelo nedotaknjene, živijo naravno življenje. Francoščina tam prihaja, ampak je vedno manj. Ljudje še vedno tradicionalno živijo, obdelujejo zemljo z rokami in zato je naša prisotnost in oznanjevanje evangelija tam izredno pomembna. Hvala Bogu, da smo zdaj že prisotni v 6 vaseh, kjer imamo tudi animatorja ali katehiste, ki nam pri tem pomagajo. V domačem jeziku in francoščini, torej tam evangeliziramo, učimo ljudi živeti, miru med njimi, v drugimi in pa sprejemati tradicijo in sedaj stopiti v nov način življenja po evangeliju. V Beninu je pri nas na severu Benina, torej v Natitanguju, je evangelij prisoten že čez 60 let in kljub vsem ali nekaterim težavam pri evangelizaciji, ker ljudje vendarle niso preveč odprti, saj ljudje o Tamari ne, med katerimi delujem, pa tudi Vama ne. Kljub vsemu smo lahko veseli, da prihaja do določenih napredkov. Vedno več župni, grajene so domače cerkve, imamo duhovnike, imamo redovnike, redovnice iz teh domačih plemenov in hvala Bogu, tudi frančiškani se že veselimo prvih frančiškanov, ki prihajajo v formacijo, oziroma septembra lani oziroma decembra lani smo obhajali že prvo novomašo enega od Tamarija med frančiškani. To nam govori torej o nekem zdravem razvoju cerkve in pa o tem, da se cerkev vedno bolj postavlja na noge, da ima domače duhovnike, domače delo. Veliko upanje domačih duhovnikih in redovnih je tudi v tem, da poznajo bolje domačo kulturo in da potem znajo seveda tudi bolje približati evangelij in pa tudi bolje opozarjati ljudi na to, kjer se je treba spreobrniti in biti v tem odločen. Seveda pa samo življenje, družbeno življenje, ki ni cerkveno, ima veliko veselja, v tem, da je veliko otrok, da vedno več otrok in mladih hodi v šolo, to je velika stvar, potem, da je tudi veliko projektov, ki dajo zaposlitev mladim, da vedno več ljudi se pa izuči za določene obrtniške poklice, s katerim lahko živijo. Potem, da nekateri hodijo tudi zdaj izobraževati se za delo na zemlji, tako da bolje obdelujejo zemljo, kot je to bilo v preteklosti. Na ta način je torej veliko upanja, veliko izboljšav, vedno več je tudi materialnih izboljšav. Mladi lahko danes kupujejo mopede, motorje, lahko se sporazumevajo med seboj nadaljivo z prenosnimi telefoni. Vse to govori o nekem razvoju, kar je dobro. Po drugi strani pa seveda ta razvoj prinaša tudi slabe strani, tako kot posod po svetu in v Afriki. Eden največjih problemov je, da se bolezen AIDS-a vendarle širi, potem da tudi druge bolezni so še prisotne in da jih ljudje sami širijo z neurejenim moralnim življenjem. Kljub temu je pač upanje, zato ker nekateri se držijo tradicije, ki jim daje tudi neki moralni red, nekateri postajajo kristjani, ker jim cerkev tudi daje moralni red, muslimanom tudi. Najhujše je seveda za tiste, ki se ničesa ne držijo, ki živijo brez nekega verskega, brez nekega moralnega vzgajanja, za tiste nekoliko težje. Sedaj bi mogoče povedal še kakšno besedo, kako kot Slovenc, ko prihajam iz misijonov, pridem domov, domače okolje, kako se mi doma zdi. Seveda dom je vedno lep, doma je vedno lepo in lepo je biti med domačimi, lepo je biti med prijatelji, lepo je videti, kako tudi slovenska cerkev v novih razmerah na novo zaživi, na novo išče poti, kako oznanjati evangelij in tako otroke, mladino in vse ostale osvobajati. Po drugi strani je seveda težko, da se je po demokraciji, tako opažam,
v slovenski družbi vse, kar je bilo v Zahodu, nekako se zdaj seli k nam in poleg dobrih vplivov prihajajo tudi slabi vplivi. Upam, da bo cerkev pa tudi vsa ostala družba, da bo imela eno zdravo pamet in da bo znala to reševati. Tako da se v domačem okolju pravzaprav dobro počutim, po drugi strani pa se mi zdi malo težko živeti, ker se ukvarjamo s stvarmi, ki niso tako pomembne ali pa ki so narobe zastavljene, ki so izgubile stik z realnostjo, z naravnim življenjem in potem ustvarjamo cel kup problemov med seboj. Mislim pa, da včasih problemi izgledajo veliki, pa da nerešljivi, v resnici pa ni tako, vedno so dobri ljudje, pametni ljudje, pa tudi nujno, da veliko ljudi živi neko problematiko, o kateri se veliko govori. Tako, zelo bom navdušen, oziroma hočem vas navdušiti za misijonsko delo, da bi posod, kjer smo v Sloveniji, bili misionarji, potem pa da bi tudi misionarji podpirali, ker kako ste lahko zaslutili, pač v afriških državah, pa tudi druge, so določeni problemi, ki jih Afričani sami ne morejo rešiti. Zato jih mora Evropa pomagati. Pomagamo jim lahko seveda z molitvijo, pomagamo jim lahko na ta način, da jim pridemo tudi na pomoč. In vse oblike pomoči, ki obstajajo preko misijonskega središča ali pa preko drugih zanesljivih poti, vas res spodbujam, kolikor morate, da jih podpirate. V Afriki je veliko veselja, veliko življenja in tako je lahko tudi v Sloveniji. Zato se vam zahvaljujem za misijonsko podporo v Afriki pa drugje in vas tudi spodbujam, da bi radi imeli življenje pri nas, da bi tisti, ki ste kristjani, še bolj živeli iz Evangelija, tisti, ki še pa Evangelija ne poznate, da ga sprejmete, da sprejmete z Evangelijem Kristusa in cerkev in boste tako lahko še bolj živeli kot ljudje in pa tudi kot kristjani. Hvala lepa. Shakapanga mwine nkuni na meishi na tulea onse atulea tuye mwana chendela mwela Shakapanga